Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Azerbajdžana. Glejmo si skupaj, kaj vse se je zgodilo zanimivega na ulicah Bakuja. Današnji komentar bo kot običajno razdeljen na tista dva dobro znana dela. Najprej ki bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki, nato v nadaljevanju sledi analiza napovedi strategij in seveda rezultati le-te bodo primerjeni z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. Ampak danes bo treba biti malce bolj pozoren tudi v prvem delu, kajti tam bo razloženo marsikaj, kar pride prav tudi pri analizi samega poteka dirke. Ampak začnimo s tistim, kar verjetno marsikoga zanima. Z zmagovalcem, z Maxom Verstappenom, ki je bil drugi vikend zapored z eno besedo veli čas. Lahko bi dejali, da ni napravil nobene napake in žal med prenosom ga nismo imeli priložnosti videti kaj dosti. Bil je tam spredaj, sam, in dogajanje je bilo bolj v ozadju, zato se je režiser malce bolj oziral na ono, kar je mislil, da je zanimivo. Ampak vseeno, Max Verstappen je dosegel Grand Chelem oziroma Grand Slam. Bil je seveda najboljši na kvalifikacijah, imel je najhitrejši krog na dirki za veliko nagrado Azerbajdžana, vodil jo je od začetka do konca in razumljivo na koncu tudi zmagal. To je njegov 6. Grand Slam in na tisti večni lestvici deli drugo mesto skupaj z Lewisom Hamiltonom. Z 8 je še zmeraj na vrhu Jim Clark. A pustimo sedaj to. Max Verstappen je znova dokazal, da ga moramo šteti med najboljše vseh časov. In verjetno si bo kdo izmed vas sedaj mislil, da je Max Verstappen s to dirko po ulicah Bakuja zopet odprl boj za naslov prvaka v sezoni 2020. Ampak vseeno, Max Verstappen je največji zmagovalec te dirke. Kdo je pa največji poraženec? Zopet enostaven odgovor. Oscar Piastri. Še zmeraj vodilni v skupni razvrstitvi, ampak pokazal je, da morda res ni tako hladnokrven, kot smo nekateri mislili. Na kvalifikacijah je imel nesrečo, ampak to, da je dirko za veliko nagrado Azerbajdžana začel prehitro, je stvar živcev in ne okoliščin. Zanimivo je, da je v zmoto prisilil celo Fernanda Alonsa, ki ni gledal na semafor, ampak je samo sledil Piastriju. A Piastri je seveda že takoj na začetku zdrsnil na zadnje mesto in nato svojega McLarena lepo elegantno pognal v zid. Sedaj bomo pustili pri strani vse tiste sarkastične komentarje glede papaja pravil in enakopravnosti, ki polnijo družbena omrežja, ampak Oscar Piastri kljub vsej nerodnosti je imel veliko sreče. Razumeti moramo, da Oscar Piastri v primerjavi z Landom Norrisem je izgubil relativno malo, samo 5 točk. Torej jih ima še zmeraj 25 več od tistega, kar je zbral seveda britanski voznik McLarena, ki je morda celo tako velik poraženec na tej dirki kot sam Oscar Piastri. Lando Norris praktično ni znal izkoristiti priložnosti, ki se mu je ponudila.
Sicer sam nisem verjel, da bi lahko Lando Norris prišel prav tja na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, ampak vsaj, da bi se odru približal, je bilo realno pričakovati. Ampak videli smo, kako je Lando Norris imel celo dirko enostavno težave. In ne smemo pozabiti, da McLaren MCL39 je najboljši bolid na štartnem razporedu. In če je pred teboj, na primer, Williams, ampak o Williamsu kasneje, da je znak, da je mogoče nekaj narobe z voznikom ali ekipo. In tu bi rad poudaril nekaj, da v mojem skromnem videnju je čas, da se pri McLarenu nehajo nekako izgovarjati na njihova papaja pravila in podobne nebuloze. Namreč videli smo, kako malo je potrebno, da se lahko ogrozi tudi naslov med vozniki. In zaradi tega bi bilo najbolje, da določijo tistega, ki bo prvi in da ga podpirajo. Ne pa, da igrajo neke navidezno enakovredne igrice in na koncu praktično favorizirajo, uganili ste nasprotnike, v tem primeru Maxa Verstappena. A treba je poudariti, da vsaj po mojem mišljenju, po tistem, kar smo videli na ulicah Bakuja, si Lando Norris enostavno ne zasluži biti svetovni prvak v letošnji sezoni. Namreč, ker je izpustil takšno priložnost, je seveda pokazal vse svoje šibkosti. 6 točk, ki jih je nadoknadil, je bore malo. A če spustimo sedaj dogajanje tam pri McLarenu in pri Maxu Verstappenu, ne smemo spregledati fantastične dirke Georgea Russella, ki je zopet pokazal nekaj, kar marsikomu izmed nas, navdušencev, je morda na prvi pogled nekako ni bilo jasno. George Russell, ki je dirko začel za Andrejo Kimijem Antonellijem, je na koncu zasedel drugo mesto na zmagovalnem odru. In to v pogojih, ki so bili na prvi pogled nelogični. Namreč, če primerjamo tisti stint, ki ga je imel George Russell na pneumatiki hard, s katero je začel z onim, kar je pokazal njegov moštveni kolega, ki je začel na pneumatiki medium in nadaljeval potem na pneumatiki hard, bomo videli, da pravzaprav se je zgodilo nekaj, kar je bilo nepričakovano. Rabljena pneumatika hard je bila bistveno hitrejša od nove pneumatike hard. Če primerjamo zaostanek, ki ga je imel George Russell v 18. krogu oziroma 17. in seveda to primerjamo z onim, kar smo videli v 40. krogu, ko sta oba opravila z postankom, bomo ugotovili, da je v tem delu Russell z bistveno bolj iztrošeno pneumatiko pridobil 5 sekund v primerjavi z Antonellijem, kar je nelogično. Ampak vedeli bomo, da imamo razlago tudi za to. Namreč temperature so bile bistveno nižje od onih, ki bi jih lahko pričakovali, in zato pneumatika hard, ki je bila nekako na delovni temperaturi po dobrih 10-12 krogih, je bila bistveno hitrejša od medium in seveda nepravilno ogrete hard. In tudi tu je skrivnost, kako je lahko George Russell napravil tako fenomenalen overcut in pokazal nekaj, kar je danes v Formuli 1 nekako redko. Namreč vsi gledamo na tisti undercut, na tisti predčasni postanek, namesto da bi lahko kdaj pa kdaj videli tudi to, kar nam je pokazal Russell. Seveda, sedaj porabimo še 2 besedi za Andrejo Kimija Antonellija, ki ni prišel na zmagovalni oder, ampak je bil nekako dober. Ne smemo ga preveč hvaliti, kajti imel je priložnost biti tretji, ampak ni bil sposoben prehiteti Sainza. Po drugi strani
iz obdobja, katerega prihaja, je razumljivo, da je bilo zanj najpomembnejše domov pripeljati rezultat. Torej, Antonelli je pokazal tisto standardno predstavo, katero pričakujemo, in nič več, ter seveda tudi nič manj. Ampak sedaj bomo nekaj minut porabili za verjetno med publiko največjega junaka. Govorili bomo o Carlosu Sainzu mlajšemu, vozniku Williamsa, ki je svoj bolid pripeljal na najnižjo stopničko zmagovalnega poda. Dirko je začel iz drugega mesta, ampak na koncu dosegel rezultat, ki ga marsikdo ni pričakoval in ki ga mnogi ne bodo pozabili. Nikoli. In verjetno vsem nam navdušencem je bil všeč rezultat ekipe Williams, namreč nismo jih nikoli pričakovali tako pri vrhu, posebej ne v zadnjih sezonah, kajti zlato obdobje te znamenite britanske ekipe je bilo pred več desetletij. Ampak tudi Sainz, podobno kot Verstappen, ni bil mnogokrat v tistih kadrih, ki nam jih je privoščil režiser. Ampak po drugi strani to je tudi znak, da Sainz ni napravil nobene napake. In tu je treba poudariti, da praktično Sainz je podobno kot Verstappen znal izkoristiti priložnost, ki se mu je ponudila, in to dosegel zgodovinski rezultat. Je Sainz zasluženo voznik dneva, naslov, ki seveda mu pripada. Čeprav bi lahko dejali, da je bil Max Verstappen boljši, je prav naslov voznika dneva za Sainza nekaj posebnega, kajti napravil je nekaj, kar ni bilo običajno, medtem ko nas Max dobesedno razvaja. In upam, da se tu strinjamo, čeprav bi lahko nekdo dejal, da je Max pokazal nekaj več. Ampak, če sedaj lahko po eni strani pritrdimo, da je bil Carlos Sainz mlajši voznik, ki absolutno ni napravil vsaj ne večjih napak na dirki, je bil na primer Alexander Albon tisti, ki jih je napravil preveč. In to, kar smo videli na veliki nagradi Azerbajdžana, kako sta si blogi obeh voznikov pri Williamsu nekako zamenjali. Kaj bi dejali o Liamu Lawsonu, da je imel nekako dobro dirko, po mojem bi lahko dosegel več, kajti njegovo izhodišče je bilo bistveno boljše, in tu bi lahko dejali, da kljub temu, da je Lawson dosegel izjemno dober rezultat, je malce razočaran. Kaj bi lahko dejali o dirki Yukija Tsunode? Moje osebno mnenje je, da predstava Tsunode zasluži neko oceno, ki bi lahko bila zadostna. Nekaj takega bi Tsunoda moral pokazati na vsaki dirki. In treba je počrtati še neko dejstvo. Dno, ki ga je imel na razpolago samo Max Verstappen na veliki nagradi Italije, je bilo sraje montirano tudi na bolidu Yukija Tsunode. In izgleda, da so pri Red Bullu dobili rešitev za RB21. Zdaj se lahko začnemo spraševati, kaj bomo videli v naslednjih dirkah, ampak menim, da lahko pričakujemo Tsunodo tudi na primer na veliki nagradi Singapurja v takšni konkurenčni formi. Ampak sedaj prihajamo do skuderije Ferrari, kjer drugega kot polom ne morem izreči. Po eni strani bomo lahko slišali, da so vse pokvarili že na samih kvalifikacijah, kar absolutno ni res. Namreč, če primerjamo Leclerca in Russella, tam v 8., 9. krogu, bomo videli, da je bila razlika med njima približno zaokroženo sekunda in pol. Na koncu dirke smo lahko videli, da je bila razlika med obema voznikoma zopet približno in zaokroženo
22 sekund. In lahko bi rekli, da ni krivda na kvalifikacijah, če voznik med dirko izgubi 20 sekund, zopet zaokroži. In seveda ne smemo mimo tistega dogodka, ki smo ga videli prav na samem koncu, ko Lewis Hamilton ni vrnil položaja Charlesu Leclercu, čeprav ga je hotel. In zopet izgovori, da so prepozno javili, da je seveda Hamilton stopil iz stopalke za plin, celo malce zaviral in tako naprej. Če jim je to uspelo, na primer na veliki nagradi Avstrije leta 2002, ne razumem, kako jim nekaj podobnega ni uspelo na ulicah Bakuja. Saj imamo dva izkušena voznika, ki vesta, zakaj gre. In tu nekako začenjam sumiti, da Lewis Hamilton kot da ne bi hotel vrniti položaja ali kaj takega. Da se je hotel boriti prav do konca, se mi zdi rahel izgovor, kajti zadnja priložnost za prehitevanje, realno gledano, je bila že daleč za njim. In tu seveda morda ima vsakdo svoje mnenje, ampak vseeno, 8. in 9. mesto za Ferrari je daleč pod tistim, kar bi lahko imeli mi, ljubitelji Formule 1, za nek zadosten rezultat. Ferrari je bil najmanj 5. sila na štartnem razporedu. In treba je povedati, da so izgubili tudi 2. mesto na konstruktorski lestvici. Čeprav McLarenu ni uspelo matematično osvojiti tega naslova, mislim, da je vsakomur izmed nas jasno, da se bo to zgodilo v naslednjih dirkah. Ampak po drugi strani, toliko opevano 2. mesto je sedaj v rokah Mercedesa. Mercedesa, ki je bil sposoben zmagati na primer veliko nagrado Kanade, kar je izjemno pomemben rezultat. Po drugi strani se moramo zavedati, da tudi na lestvici voznikov se je na primer Max Verstappen začel približevati Oskarju Piastriju. Ampak če sedaj berete članke o tem, kako se prvenstvo znova odpira, ne smemo pozabiti niti na Landa Norrisa. Menim, da je še zmeraj prvi favorit Oskar Piastri, ukolikor ne bo prišlo do kakšnih čudnih igric znotraj McLarena. In Max mora najprej dohiteti ter prehiteti Landa in šele nato se spustiti v boj z Oskarjem. Ampak Max ima neko prednost. Je neobremenjen. On se bori vikend za vikendom za zmago na posamezni dirki za veliko nagrado. Ne gleda toliko na končni rezultat, kot na tisto zadoščenje, ki ga nudi biti tam zgoraj na tisti srednji stopnici zmagovalnega odra. In to zna biti res velika prednost, kajti ni pod takšnim pritiskom kot Oskar Piastri. A o tem smo govorili na samem začetku. Sedaj je seveda prišel čas tudi za našo analizo tistega, kar sem napovedal sam in kar je napovedal Pirelli. Seveda, Pirelli je dal 3 variante z enim postankom, kjer smo videli, da je prva strategija praktično tista primarna, druga le obrat prve in na 3. mestu seveda strategija za uporabo pnevmatike so. Videli smo, da zmagovalna strategija je bila v resnici ona druga, začeti na pnevmatiki hard in nadaljevati na pnevmatiki medium. Strategija, ki jo sam nisem imel za nekako dovolj hitro, kajti nisem se zavedal, da pri tako nizkih temperaturah je pnevmatika hard bistveno hitrejša od medium. Seveda moja napaka in treba je povedati, da tudi doma iz kavča nisem imel podatkov, ki jih imajo oni na progi, ampak to ni nizko. Na dirki smo sicer videli, da so nekateri vozniki, kot na primer Sainz in Lawson, uporabljali tudi strategijo medium hard, ampak
Po drugi strani je treba povedati, da niso bili tako hitri kot oni drugi. A rad bi poudaril še nekaj, da tudi pri Pireliju niso upoštevali nekega dejstva. Namreč njihov del dirke, njihov stint s pnevmatiko hard v drugi varianti je bil na primer bistveno krajši od onega, kar je pokazal Max Verstappen in tudi George Russell. Tako da bi lahko dejali, da nihče ni ugotovil tiste prave strategije, tako po mešanicah, kot predvsem po dolžini samega stinta, kar nam pove, da je Formula 1 še zmeraj izjemno nepredvidljiv šport. Na naslednji dirki bomo pa zopet skušali ugotoviti, kdo razmišlja v pravi smeri in kdo bo bližje onemu, kar bo ona prava varianta. Za danes, za naš komentar dirke za veliko nagrado Azerbajdžana je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.